Dober dan, se je še zelo zgodan. Odločila sva se tako, da bova pravzaprav začela zelo osebno, oziroma se mi zdi, da je primerno, da namesto nekih bibliografskih podatkov, da je tu, ker bova s Klemnom oziroma s Klemnom itak vnašala nek pogovor, da izpustim na začetku pa povem eno osebno izkušnjo. Moje priprave so se zelo intenzivno dogajale na nekem odročnem južno-dalmatinskem otoku in sem si rekla, kakšno naključje torej ni. Z Berto Boeta sem se seznanila leta 1997 na slovenističnem programu Filozofske fakultete ob branju romana, prav danes tudi obravnavanega Ptičja hiša. Že tedaj me je njeno pisanje zelo zaznamovalo. Vame je zarezalo, me pretreslo svojo trpkostjo, s pronicljivostjo. Taki pisavi rada pravim, čeprav deluje tudi kot kritičarka in to najbrž je zelo prazna beseda, ampak pravim zaresna. Zaradi izrazite simbolnosti pa mi je tudi zelo blizu. Kot mlademu dekletu tedaj je bolj nakazala, odprla bralske, človeške svetove in njih razsežnosti ter soodvisnosti znotraj njih. Ne morem reči, da sem ob branju uživala, najbrž tudi vi tisti, ki ste brali to knjigo. Vendar, bolj kot razumela, sem pustila, da me podobje, simboli, alegorije naselijo. Natančneje, dopustila sem, da v meni odkrivajo zastrte rokave spomina, doživeti, nedoživetega, a hkrati z empatijo približenega prek pisave Berte Boeta. Kot sociologinji kulture in kot predgimnazijski in razvojno-matematične smeri gimnazijki, torej, ki si je zelo želela tudi nekega takega širšega pogleda iz parcialnega na obče, na širše, so se mi vsiljevale vse povezave, analize detajlov in ta ptičji pogled na širše povezave in korelacije. Berte nisem žal nikoli spoznala v živo, a zame je nenehno živa. Tudi danes, že ves dan, imam občutek, da je tako živa, da je na nek način ves čas z mano in imam občutek, da smo tukaj trije na tem odru. In eno tako naključje je danes hotelo, da je prvič v 11 letih, odkar živim v tem stanovanju, priletel ptič v stanovanje. Ne morate verjeti, pa me je prestrašil in mi je sprožil eno razmišljanje, kar bova potem govorila, kaj vse predstavljajo te ptice, ti ptiči, ki kljub temu, da opusno preberemo njeno literarno ustvarjanje, ne moramo do konca in do kraja dognati. Torej, ne le prek leposlovja, ampak tudi prek intervjujev se me je zelo dotaknila. Namreč očarajo me ljudje, ki govorijo svoj jezik. Jezik, ki zraste iz njih samih. Morda jih ne razumeš povsem, a sporočila ostanejo kot neke sintagme, kot aksiomi, za katere čez leta niti ne veš, odkot si jih tako zelo posvojil, ko se razvijaš, ko bereš, ko študiraš. Pri meni je bila izhodiščna bližina prav njeno čuječno, odprto, neizprosno stremljenje k resnici kot odrazu dejanskosti. Harmoniji v sebi in do višjega, Boga. Boju za pravico, da je drug, nečredni, premišljujoči, kritični posameznik dopuščen, da mu je dovoljena ta temeljna pravica, da je, kar je, ne da je nenehno tlačen nek kalup, ali pa brisan, ali pa šikaniran. Kadar spregovori nekdo s to vrstno intenco, govori svojim jezikom in iz sebe, za sebe in za druge, za dobro,
čista sintropija, za korak v želeni harmoniji, četudi je za mnoge le iluzija, boj z mlini na veter. Zato mi je vsak njen intervju polnovredno pripovedovanje. Iz študijskih let mi je ostal še občutek o njeni emancipaciji oziroma pogledih na vprašanje spolov, narodov, nacij, televire, kot zame izhodiščna nulta točka, ne pa neko feministično ali drugo aktivistično sektaštvo. Torej, ne sekta, ne nek odklon, ampak to, kar bi moralo biti sebno vsem ljudem na tem planetu. Že tedaj mi je bilo nasilno govoriti, pisati o njenem leposlovju. Ker se mi je zdelo šolsko nepomembno razčlenjevati in iskati nek pomen, do konca interpretirati. Namreč občutila sem, da je dovolj in pošteno do nas, tedaj 20 ali koliko letnikov, da nam na primer Ptičja hiša, da je za nas preveliko delo, da bi lahko o njem relevantno govorili, saj se mi je zdelo, da premalo vemo, saj smo tedaj prezeleni. Tatjanino povabilo me je presenetilo in razveselilo, da mi je dodelila to delo povabiti Klemna, ki ga zelo cenim kot zgodovinarja, poznavalca judovstva, poznavalca, pravzaprav enciklopeda, širokega, duhovno, čustveno, intelektualno, z vsem poznanjem in vedenjem in življenjem v tujini, ker tujina je pomembno izhodišče za prinašanje teh svežih vetrov v naš mali toplinski prostor, ne le Ljubljane, ampak širše Slovenije. Ko pa sem začela resno razmišljati, se mi je pojavil ali celo potenciral dvom, ali lahko danes, potem ko od literarno-teoretske zgodovine že vemo, da je tekst nad avtorjem, da je močnejši od avtorja in da govori več, kot avtor lahko pojasni, ali sploh lahko še interpretirali. Še večja zagata, ali lahko to stori avtoričin sin, čeprav je izpričano, da seveda Klemen proučuješ, to se pravi, da se ne izmikaš temu, da pravzaprav aktivno proučuješ in analiziraš mami literarno delo. In obenem, zelo pomembna stvar, ki pa se mi zdi zelo notranja spet v tem literarnem svetu Berthe Boeta, pa je to, da je ona sama večkrat rekla ali zapisala, da je vsake vrste umetnost vedno zelo nezavedna in povezana s stvarmi, o katerih nič ne vemo. Jih samo lahko kot ustvarjalci zaslutimo in se jim podredimo in pademo vanj. Plešemo z njo, pa če je to smrtni ples, pa ne bo. Ampak tako daleč je usodnostna, tako daleč je nerazložljiva, da smo, če smo ji namenjeni, tej dami, ki si reče umetnost ali ustvarjalnost, tako zelo podrejeni, da ji moramo služiti. In ko to razumemo, postanemo previdni, ko začnemo govoriti o njeni metafizičnosti. To je dejala Berthe Boeta za literaturo že davnega leta, ampak je zelo živo, še danes, zelo preroške so te besede. S tem si pravzaprav želim prebiti vse te blokade, ki so bile v meni. Vedno dobim nek tak odpor, ko precej natančno, opusno študiram nekega avtorja, ker se mi potem na koncu zdi, da nimam več nekih takih zelo elementarnih vprašanj. Tako si kaj že postavljala zelo elementarno vprašanje. Izvoli. To, ta vloga otrok pri razlagi literature staršev, je cel kup nekih otrok, nekih avtorjev v človeški zgodovini že se s tem ukvarjalo in seveda tudi kasneje moralo razlagati. Sploh, če ti otroci sami, ki pišejo, sami, ki ustvarjajo, zdaj je to na tem nivoju, drugem, tretjem ali petem, je to čisto vseeno, seveda. Zdaj v mojem konkretnem primeru ne. Seveda tle kot sin in kot otrok lahko zdaj podam neke čist biografske podatke, kako je na primer nastajalo to delo ali ono delo, ali pa mogoče tudi glede na to, da sam razmišljam o nekih podobnih rečeh včasih.
te metafore, ki jih potem znaš razložiti z enega čist drugega vidika, kot nek literarni teoretik, ki je seveda popolnoma usposobljen, je seveda strokovnjak za te reči in gre v skladu z razvojem celotne evropske oziroma svetovne literature, ampak kot otrok seveda ima še dodaten uvid v te reči. Sploh kot otrok, ki je temu sledil, da se spomnim prvi moj spomin, jaz sem stanovali še na Frankopanski, to je v Šiški, sem bil star, ne vem, 6-7 let kaj takega, da se potrudi malo bolj govoriti v skladu z materinim jezikom, moj materin jezik je knjižna slovenščina. Mama je vedno prepovedovala ljubljanščino. Če sem govoril po ljubljansko, rekla otrok, govori slovensko, ne razumete. Kar mi je bilo zelo všeč, moram reči. In seveda moj prvi spomin je bil še Franko, 6-7 let, ko je imela pred sabo, to je bilo verjetno še iz Žabona, neka pesem, in sem, ali pa potem iz Karlštana že zdaj, ko razmišljam, ne? Spomnim se, da sem bil še čist mehen in sem videl, da je imela s Svinčnikom napisano pesem. Sem rekel, joj, mama, preberi, kaj pa je to? Joj, otrok, to ni zate. Joj, jaz bi vseeno slišal, joj, ne razumeš ti, da ti bom čez leta. Čist kratek spomin. To je moj prvi ta literarni spomin, ne? In ta Svinčnik in te njeni papirji, ki vse bilo na A4, vse Svinčnikom. Tudi kasneje je vse Svinčnikom bila, ne? No, ampak, zdaj, ne samo to, ne, ampak tudi ta doživetja, kako je ona resnično govorila na ta način, kot piše, kot je pisala. Ne. To je bil njen pogovorni jezik. In kakšne je to znalo zelo zmotiti, kakšni smo pa iz tega rasli, v bistvu. Tako da seveda, tle v mojem primeru, zdaj nočem biti narcisoiden, nekaj poučevati svoje pomembnosti, ampak morda jaz v mojem osebnem primeru bi znal dodati neko posebno perspektivo na njeno ustvarjanje, njene metafore, mogoče bo pol prav kaj več o njenih metaforah posebej. Ampak ja, ne, se da otroci predstavljajo neko dodatno vrednost k razlaganju literarne stače. Lepo. Se strinjam in tudi sva že prišla, ja? Tako da povem tudi vsem vam, sva prišla tisto blokado začetno. Ne, tudi že predpriprava, mislim, ne prav to. Ali potem sploh danes govoriti tudi o sami knjigi in kako govoriti. Berta Buretu je ena od dveh pisateljic, ki je doslej prejela nagrado Kresnik. In sicer leta 1996 prav za to knjigo, za Ptičjo hišo. Druga, samo da spomnim, je Katarina Mrenčič leta 2002 prijela za Prikrito harmonijo. Hčija Polonija Buretu je zapisala v zborniku, ki vam ga bom pokazala, ker je za vse, ki poznate njeno delo, pa vas zanima, odlična študija in pogled. To je zbornik, ki je nastal ob prvem mednarodnem simpoziju leta 2002, in je izšel leta 2005 pri Mohorjevi v Celovcu in združuje resnično zelo kompetentna besedila o ustvarjalnem opusu in tudi na tak širše kulturološko oziroma literarno-sociološko tekste, ki pomagajo tudi razbrati in razumeti. Prav simpozij ni bil, mednarodni simpozij. No in tam je tvoja sestra zapisala, pisala si neponovljivo, pisala si fantastično, pravijo tako. Boli, ker to govorijo tvojim otrokom, ne tebi. Sam se ukvarjaš, da bi pravzaprav tisto, kar je v njo bolelo, kar je bila njena motivacija, kako je dejala v nekom intervjuju za Slovenec, ko so jo vprašali, zakaj je napisala še prozne dele, zakaj še v prozo, je odgovorila, zato, ker me niste slišali, zato, ker me niste prepoznali. Vse te stvari govorijo pravzaprav, pa tudi vsi ti članki, vseeno govorijo, recimo moram podariti, da me je presenetilo in zelo lepo se mi zdi besedilo, kar se tiče prepoznanja slovenske literarne stroke, besedilo Borisa Novaka. Drugače pa moram reči, da se mi velikokrat zgodi, da pravzaprav niso povsem razumeli. Oziroma se mi zdi, da je kar nekaj sprotnega. Mislim, da bo še trajalo generacijo dve, da bomo res razumeli. Je zelo hermetična, zelo
ta metaforika je zelo zastrta. Te njene tančice v bistvu, ne, te njene rute, halje, čipke, ki jih je stalno nosila, te njene rute, ne, taka tudi njena literatura. Tako da v bistvu je tam cel kup enih zastorov, ki v bistvu jih je treba res počasi razkrivati, včasih je treba njene tekste prebrati dvakrat, trikrat, da v bistvu šele dojameš, v bistvu ne gre zdaj za neke konkretne situacije, ne, ampak tudi za ta sam občutek, ki ga je resnično hotela podati, in to, ne, ta, ne niste slišali, ne niste prepoznali. To, kako je v bistvu nadaljevala, ne, kako sta oba njena romana že nakazana in v Žabonu in v Karlštanu. To je na nek način že prikazana ta zgodba in zdaj vidim, da je ta njen gib, to je ona, telo njen gib, v bistvu. In to, ja, kako je resnično rasla. In jaz mislim, da bo res treba še par temeljitih študij. Mogoče v tem trenutku pripravlja se pri Cankarju pri mladinski knjigi, Nela Malečkar, urednica, bo išlo za 70-letnico. Še nekaj neobjavljeni tekst, televizijska drama, je zasnovano, v bistvu gre za dramo, teksti, ki se ukvarjajo z neko podobno vrsto tematiko. In tam mislim, da bo tudi ena temeljita študija o njeni literaturi, ki bo narejena, ki je ne bo naredil nihče iz tega, mislim, da bo Katja Borovnik naredila, Silvija Borovnik. Ja. Tako da teh študij je kar že nekaj, mislim, da bodo še prihajale. Prebrala sem, da si pravzaprav Ptičjo hišo v tekstu govoriš pravzaprav o ozadju Ptičje hiše, oziroma nastanku, jo je mati napisala v Izraelu in sicer ob nočeh. Svinčnikom najprej na papir, potem pa pritipkovala tako, da je sedela na robu postelje in tipkala na stol, kjer je imela tipkani, stol. Svinčnikom pisala celo noč. Potem čez dan, ko sem jaz takrat sem bila na univerzo hodil, prihajal sem univerzo, ker pač hodil doma, imela potem čez dan, imela pa že ta isti stroj pisalni stroj, ki je tipkala. Takrat je bil še oranžen, ali bil zeleni pisalni stroj, ki sem ga še nekaj časa. Tisti še jugoslovanski, tisti, ja, celi dneve in tako zdravo. Sem tu malo bolj poetično to uspel napisati, ker sem se malo zdravo zelo čustveni trenutki, ko je Bosna se takrat začenjala in ta bolečina je tako bila prisotna. Stalno, vsak dan, skozi je bil CNN bil prižgan, BBC je bil prižgan, stalno sosedje so bili Sarajeva, ki so prišli že v 1940. V sosednji hiši so bili eni, ki so prišli Sarajeva 2 leti pred vojno. Potem so še neki begunci so stalno prihajali. Ona je tudi prišla v Izrael z vrsto beguncev iz cele bivše Jugoslavije, ki so se dobili v Budimpešti. To je ena od teh kratkih njenih zgodbic, biografskih, ki ni bila še bolj zapisana. To je treba zbrati te ljudi, ne. To so prihajali begunci in so se zbirali v tem zbirnem taborišču v Budimpešti. Tam so se jugoslovanski ljudje zbirali. In seveda taka, kot je bila, jih je v bistvu zelo hitro jih je zorganizirala, ker so bili malce izgubljeni in jih je enostavno zelo poštimala jih je, ne. In jih je v bistvu skoraj jih je vrsto postavila in rekla, mislim, da bo to tako in v bistvu tisti teden, 2 tedna, koliko so bili tam, ki je v bistvu vse jih je umirila, na varnem ste, vse je v redu, ven ste od tam, te so podognili od tam, vsak sem po svojo zgodbo, krovčki, vrečke. In potem, ko so prišli v Izrael, potem so se razselili, vsak še na svoj konec. Ampak tudi v Jeruzalemu je bil ta kvart, kjer je bilo nekaj teh jugoslovanskih družin, ki so seveda vsaka nosila neko svojo težo v sabo. Seveda so skoraj vsi pustili za sabo skoraj vse, kar so imeli. Hkrati je imela pa v Sarajevu, ona je bila v Bosni cel kup svojih ljudi, igralcev, literatov, te ljudje. In seveda sploh je Ljubica Ostojić, ta njena velika prijateljica, ta pesnica, bosanska, Sarajevčanka, ki je ves čas ostala v vojni, z njo sta bili stalno v stiku, ta pisma. Tako da vse to je bilo tako zelo prisotno. Potem seveda še bližnji vzhod, v ta realnost tam njene osebne zgodbe, ki jih je nosila v sebi. In tako da to vse je bilo prisotno, seveda tudi mati in sin v novi deželi. Tudi to je bila še neka dodatna dimenzija. In sredi tega je ona dejansko nekaj obdobje, 4, 5, 6 mesecev, je sedela in pisala in tipkala in prepisovala vse svinčnike.
se je Svečnikov mi pripravljala in pripravljala in še enkrat pripravljala. In hkrati točno, če smem, je ravno delala, takrat sva dobila projekt iz Hebrejske akademije, univerze, o jugoslovanski epski poeziji. To so te krvave zgodbe, teh Hasanagilica, Kraljevič Marko, to vrstna epska poezija. In ona seveda je prebirala in pisala obnove. Jaz sem nekaj karupe to zlagal, pač, ker sem to postavil, in ona je bila to pomembno vlogo. In seveda vse to nekako predstavljalo neko tematsko ozadje ob vsem tem, kar se je znotraj nje dogajalo. In tako je nastajalo v bistvu ta knjiga. O tej mentalni plati, zelo pomembni, tudi kako je organizirala v Ljubljani koncert, pa sredstva pošiljala v Bosno, žrtvam in tako naprej, bo še govorila tako. Ampak najprej mogoče še to, da si zapisal, da sta prvi dve osebi, ki sta prebrali Ptičjo hišo, njena sestra, oziroma tvoja teta Duši, ki je prisotna, in pa tvoja, jaz sem razumela, da gre za Karin Komjanec, torej tvoja prijateljica in igralka Karin Komjanec. Tedaj tega ti nisi bral, oziroma tako nasplošno, če vprašam, imaš občutek, da kot sin bereš drugače njena literatura? Bereš drugače, ja. Bereš drugače. Jaz sem rabil par let, da sem se sploh dotaknil te knjige. Tudi potem sem že preseljen v Tel Avivu, Jaz sem toliko 3-4 leta kasneje morda. Bila še živa mama, spomnim se, da sem prebral knjigo in sem jo poklical v enih ponoc, sem izbudil. Velikrat sem se slišala tako v poznih urah, potem je pa počas začela hoditi bolj zgodaj spat, in jaz se še na to nisem navadil, se spomnim, ker sem jo poklical in je rekla, joj, veste, jaz je bolj zgodaj hodil spat. A ja, prosti, no, zdaj se bom navadil, da te bolj zgodaj pokličem. Da sem bila dolge ure in ure telefonske pogovore. In no, spomnim se trenutka, da sem rekel, kako končno sem prebral Ptičjo hišo. In ja, zelo težko branje, pretresljivo branje. In sploh, ko prebereš in si rečeš, to je napisala tvoja mati. Da ni to samo nek roman, ki obravnava neke tematike, ki jih obravnava, ampak da rečeš, to v bistvu je napisal nekdo, ki te je zelo vzgajal. To je v bistvu del tebe na nek način. In ja, drugače je to brati, moram reči, da je težje brati, če si otrok. In seveda, potem, če si otrok, seveda poskušaš najti neke posebne pomene, neke osebne povezave, ki niso nujne, ki sploh ne obstajajo dejansko. Meni je to mama tudi rekla, ne sebe iskati. Nihče ne išče sebe, da se pa ta oseba, da se ta oseba. Ampak razumite to kot metafore, kot pomene, kot splošne pozorce. In to se prav to nazove, kaj si bi rekla, ne iščite splošno. In ja, je pa drugače brati, težje je brati. Nimaš neke distance, ki jo imaš kot običajen bralec. Če hočeva, oziroma če govorimo o Ptičji hiši, pomeni oziroma je nujno govoriti o celem okusu, berete Bojeta, saj se dela navezujejo druga na drugo, oživljajo drugo in si delajo širše globi pomene. Ustvarjanje je tako vsebinsko, kako tudi motivno-tematsko in stilno je zelo povezano, oziroma se kot da nadgrajuje. Poetično-lirsko in hkrati zelo brutalno, realistično, naturalistično, parodično slikanje sveta, kot je ona dostikrat rekla, mikro- in makrokozmosa. Vsa njena literarna dela in intervjuji, torej, po mojem mnenju, ne govorijo o nečem, ampak govorijo nekaj, nosijo sporočilo. Koliko pa tega sporočila lahko kdo sprejme, imamo občutek, da je odvisno od bralčeve, odprtosti, kompetentnosti, vedenja, poznavanja in tako naprej. In zato mislim, da je ta opus, da ne bo nikoli izčrpan. Se ti zdi, da se pravzaprav s tem, ko ti
vse ta strokovna dela v ljudstvu. Pravzaprav je tudi neka pot približevanju njenega opusa. Hotel sem najprej reči, da bi ti ona bi se ti izjemno zahvalila, zasmejala bi se in rekla hvala. Zakaj? Zato, ker da nikoli ne bo izčrpan velik kompliment za njeno delo. Zdaj, tle v bistvu nek moj prispevek k temu razumevanju je seveda popolnoma minimalen. Neko moje študiranje, bom rekel, te ljudovskega izročila in te metaforike, ja, seveda mi pomaga razumevati, seveda, ja, to metaforiko. Ogromno Biblije je v njenih besedilih. Ona je imela doma to stalno v sebi, še tisti ta prevod, vem, če poznate od vseh teh prevodov, ki so slovenščini, tisti črni izvodi, mariborski prevod, ne vem, ta v 70-ih, 60-ih je šel, v 4 zvezkih je 3 stare zaveze, pa 1 nova zaveza. Ne vem, če poznate gotovo v sve, kdo, kjer izvod tega svetega pisma je. To standardni takrat, Eržečnik, takrat škof mariborski, no, skratka, sem mislil se kako od vas spomnim. Stalno je prebirala in stalno bila to v sebi, in se tudi spomnim, ko smo stanovali skupaj, da stalno mi je kaj govorila od tam. Tako da v bistvu eden od teh spominov mojih je, ko sem šla v Narodni galeriji, je bila razstava Dorejevih grafik. In se spomnim, takrat doma biblijske zgodbe so bile, mislim, da vijolčaste prednice so bile Dorejeve in seveda te grafike. In se spomnim, tega se spomnim doma in da sem tam stal in me je ustavila, spomnim se, da je David in Goljat in spomnim se, da sem bil zgrožen pri Juditi in Holoferni. In takrat se je to so teme, potem mi je kupila kaže Gal na obisku, ne, da tista otroška slikanica tako da to v bistvu meni zelo zgodaj mi je dala to plast. In ona je to stalno nekako nadgrajevala in stalno potem to študirala. In zato je v njeni literaturi toliko tega. Mogoče je to malce zakrito, ampak spomnim se 2-3 leta nazaj, da Vilenica, so bili tu gostje izraelski pisatelji in pesnica Moritz Archie, mislim, da smo se v tem prostoru, je prebrala eno njenih pesmi iz Karlštajna in je dejansko šla od vrstice do vrstice in rekla, poglejte to iz Biblije, od tukaj, to od tukaj. Vsake verzu je našla direktno svetopisansko podobo. In meni je to takrat presenetilo. Jaz sem tako se res, wow, tudi jaz sem to pomislil. In od tam je cel kup teh njenih slik. To so te neke študije, ki še morajo priti. Ja, ker če sva že prehajala sicer domov ptičje hiše, ne, ampak če sva zdaj še pri poeziji, potem moramo povedati, da najprej je išel Žabon, to se pravi pesniška zbirka, ki jo je pisala v letu tvojega rojstva, oziroma po tvojem rojstvu, je pa zelo težko dosegla objavo in je išel še leta 1979. Ne. To se pravi, najprej imamo Žabon, potem imamo 9 let kasneje pesniško zbirko, ki je bila tudi osnova oziroma za biblijsko predstavo, Besede iz hiše Karlštajn. In obe spremni besedili, kljub temu, da je bila pripuščena, jo zelo zreducirajo. O tem sem ti tudi pisala. Ne? Zdi se mi, da je sicer je po eni strani zelo razumljivo, da je šokirala... Se boš ti znala več povedati kot jaz. Ja, no, skratka, Žabon je seveda zelo zašokiral javnost z eksplicitno erotiko, vendar ta pospremba se mi zdi, da jo krči, da jo oža. Oceno je pisal Drago Jančar in govori o kako že eksplicitno opredeljuje kot elementarno erotično pesmenje. In temu se je v različnih intervjujih in tudi potem v samem pisanju, pa mimo glede naj povem, da sploh ne drži, da če gremo to brat, imamo sicer zelo nekaj živo erotično plat, ampak
to je ta erotizem, ki je erotizem do življenja, do eros z res veliko črko. In so pač vse te primerjave zelo močne, zelo neposredne, pa ne vulgarne, tako ne. Po drugi strani se pa nakažejo že pesmi, ki se mi zdi, da kot da odpirajo potem drugo pesniško zbirko, kjer pa seveda se temu erotizmu nikjer več ne moramo približati, zato ker gre ta seksus erotizem, ker gre za čisto nekaj drugega in pravzaprav prehajamo v pomembno polje njenega ustvarjanja, ki je detekcija matric družbenega stanja in tudi samega odnosa do nam višjega, nedosegljivega, hrepenenje po molitvi, oziroma to tudi potem so raziskovalci odkrili zaklinjevalska dikcija, približevanje k molitvi, psalmičnosti, sam si tudi omenil že prej, koliko veliko se nanaša na Sveto pismo oziroma na Biblijo. Tisto, kar me pa potem malček presenetilo, pa je bil mogoče sam izbor v antologijo slovenske lirike, to se pravi antologija slovenskih pesnic 2, ki je zaobjemala do leta 1980, je seveda lahko umestila samo iz žabona. In seveda lahko bi se dalo tudi pesmi noter, ki bi ji dali takšno težo, kot jo po mojem mnenju ima, vendar se mi zdi, da včasih, ko delamo zbore, sledimo temu, pa tle nočem zdaj kritizirati, ampak se mi zdi, da sledimo neki naši viziji, kaj hočemo dokazati. In seveda, če hočemo dokazati, da slovenske pesnice niso bile tako zelo uspešne kot moški predstavniki te branže, potem seveda zlahka najdemo samo primarni lirizem in erotizem noter, kar ni nič z njim narobe, mi ga glede še enkrat moram reči, ampak se mi zdi, da reduciramo. In potem seveda grem še prav zdaj spet s tem namenom pregledati še antologijo slovenskih pesnic 3 in ugotovim, da spet izbor je nek tak, ki spet ne kaže najširšega njenega diapazona, ampak v redu, pač teksti, kot pravimo, nastajajo, to še bo in je v redu. Namreč, če erotična plast mi se mi zdi zelo pomembna, vendar takoj, ko jo vzpostavimo, moramo vzpostaviti vprašanje detabuizacije. In ta detabuizacija je glavninski delež izgubi, če pri njem, ali pa se odpade, če ne vidimo, ne prepoznamo, da se detabuizacija dogaja tudi, ko tematizira nasilje, zlorabo moči, prilaščanje položaja večvrednega spola, naroda, vere, česarkoli, kot tematizira nomadstvo, kakršnokoli, ne samo judovsko, ko upesnjuje molitve. To je vendarle čas bil, ko ni bil očitno tako naklonjen samim molitvam oziroma obliki, molitvi kot pesniški obliki psalmičnosti. V poeziji torej ta eliptični prosti vers, ki ga ima, in neko askezo ustvarja to zaklinjevalsko dikcijo starih obrednih obrazcev, o čemer tudi in ponavljene, to je ta ritem njen zelo značilen, ampak zelo natančno, vse popravljeno. Imamo primere tudi zapuščine pesmi, ki so objavljene v tem zborniku in imamo primere prve verzije in popravljene verzije, kjer se vidi, da je poskušala brusiti do konca. To se pravi, da vse to je bilo, ko to napravi, stanje samo pot za to, da so se izpisala potem prozna besedila, ker namreč, čeprav se meni zdi zelo lirska, žlahtnem pomenu besede, je zase trdila, da je epska pesnica in da vsaka njena pesem je že na nek način njena zgodba. Je potem sama pot našla njo, da se je razpisala kot prezeljska. Njena pisala pa vemo, če beremo, da ima tak pesniški ritem, zelo je poetična in tako naprej.
In zdaj me pravzaprav zanima, če seveda vemo, da je potem moral nastati Filio ni doma, kot knjiga, ki je dobila nadaljevanje in ta nek zaključek, neke poante v naslednjem romanu. Tedaj je dejala tako in to se mi zdi pa neka stvar, ki je kot študentka pa še nisem dojela, jo pa zdaj. In to je njena odgovornost. Vprašanje odgovornosti kot človeka, vprašanje človečnosti, odgovornosti do vsakršnega delovanja in tudi umetnosti, torej do delovanja, ko ustvarjaš like. Zato to pa pravi, da ti je rekla, da nikoli ne išči, lahko samo v drobcih, tako. Mislim, da gre ravno zato, ker je, čeprav razumem, ona te like, to bi pa znala tudi v duši povedati, je svoje like potem imela kot žive. In je čuta odgovornost, kako življenje jim bodo delila. Ja, kaj se zgodi s tem, kaj jih bo peljala, nekako v bistvu, kada je dele svoje osebnosti na nek način ulila vsakega izmed teh likov in se nekako zdelo, kada zdaj je morala za vsakega od teh delov najti pravo pot, da bo dosegla neko čustveno umirjenost v sebi glede te specifične, ne tematike, ampak tega področja lastnega čustvovanja, ki ga je seveda zlila v ta lik. Naj bo to zdaj Uri, naj bo to Kalina, naj bo cel kup teh junakov, naj bo to dečko, vse jih je nam Helena Bras naprimer. Tako da ja, tu je ta odgovornost, čeprav to je res spet bolj vprašanje za nekoga, ki je strokovnjak. Vprašanje zate, ki ga želim zastaviti je, sam si tudi pisatelj, sam zelo veliko spremljaš, prevajaš. A se ti zdi, da vprašanje, da se ljudje zavedamo odgovornosti svojih dejanj? Pravzaprav zdaj poskušam, moram reči, pesmi tako da pisatelj je pisec, recimo. Pisatelj bom pa objavljeno. Hvala vsem. Vem, da si v procesu dela že veliko let, tako da jaz ne moram tega zdaj pozabiti. Poezija je pa že nekaj, jo že sem. To zdaj pa, da te vprašam kot sociologa, recimo, oziroma da te vprašam kot zgodovinarja. A meniš, da danes, kako je s tem vprašanjem odgovornosti? A je to mogoče tudi neka stvar, v čem je pisava tvoja mama toliko drugačna in različna, ali specifična, da ni, zdaj ti mogoče zastavljeni stavek. Ali ni more biti redko kdaj avtor, ustvarjalec, umetnik tako zelo odgovoren, da se o tem vprašanju pravzaprav bolj zadnje čase ukvarjamo. O tej transformativni moči umetnosti. To se pravi, ne samo Gre za odgovornost do bralca, odgovornost do prostora, v katerega pusti to literaturo, odgovornost do jezika, z njena zavednost glede slovenščine, kako jo treba obogatiti, spremeniti, ne spremeniti, ampak dodelati, dodati, se z njo igrati, ustvarjati neko melodijo prozno, ki je prej nismo poznali. Tu ja bi videl njeno veliko odgovornost. Vem, da v bistvu se je že par teh ljudi prav posebej ukvarjalo s tem njenim jezikom, ki v slovenski literaturi nimamo kaj dosti prav takega jezika. Te njeni ritmi, te njeni gosti stavki. In seveda to njeno uporabljanje, bi rekli arhaizmi, pa niso, se spomnim, kakve bitke je imela za to lično lektorico Nado Šumi. Ampak ne zdaj bitke v negativnem smislu. Ampak kako sta se, pa se ne moš te besede, se kaj lahko. Pa je potem to ona v svoji melodiji povedala in je rekla, da je seveda lahko. V bistvu, ker je šlo za, kako to poveš, v kjeri melodiji, in ona je to tudi res živela, tako tudi govorila. In te njene besede, ki so za hip, za koga zvenijo arhaično, dejansko niso bile arhaične, ker se, in tle morda, to so te njene jeziki, njene babice, ki so predvsem te njene babice Ivane, Johane, ker se včasih tudi v literaturi pravi, kako je nosila te neke, bom rekel, starejše plasti slovenskega jezika. Nekateri bi ti mu rekli starejše plasti slovenskosti, ker pa vsi vemo, da pač slovenski jezik je to v bistvu skoraj da enačaj, v veliko pomenih seveda. Kako je te neke starejše sloje znala prinesti v nek
sodoben jezik, dovolj sodoben, da so postali pozorni na ne samo v literarnih krogih, ampak tudi na fakulteti, slavisti na akademiji in tako naprej. Tako da, tle je besedil njeno veliko odgovornost, ki se je zelo zavedala. Jaz se spomnim, kako je sedela pri slovarjih, ob slovarjih slovenskega jezika in starejše tekste in gledala in iskala te besede in v bistvu iskala boljše verzije, kako zelo se je trudila z jezikom. No, zdaj mogoče je pravi čas, da prav o tem pregovoriva, kar so pa že dvakrat. Zdaj govoriva o jeziku, kaj si omenil metafore. Jaz bi temu rekla kar simboli, pa dejva o tem. To je pojavljeno se vseh delih ptiči, hiša, modra barva, otok, krš že od začetka, od prve pesniške zbirke. Imena likov, ki niso imena v tem klasičnem pomenu, ampak največkrat pravzaprav ne imenujejo, ampak karakterizirajo osebe. Ali pa uporabi obče, besede, tako. Vse to se ponavlja, prehaja iz dela v delo in se osmišlja znotraj sebe. Tako da, tudi ko iščemo potem razšlembo nekega simbola, ugotovimo, da ni enoplastna, ampak da, ker iščemo lahko povezave. Recimo s ptiči malo delali in vidimo, da ptiči na več mestih jih pojasni, a obenem pomeni drsi. Tako da recimo iz besed iz hiše Karlstein je na strani 53 dobimo tako, ptiči so tisto, kar hočemo reči, so luči in berač, so devica v temi, so hiša. Potem ptiči so tudi nekaj, kar sem poskušala razčleniti, potem preko tudi proze, nekaj, kar izraža človeško stisko. V dnevniku Helene Brass s ptičjimi obrazi označi te tri negativke, te ženske oblastnice na otoku, Kate, Mare in Lukrija. Taki kavkasti obrazi, recimo, napiše, simbolizirajo neko hudobijo. Kako to prikažeš, da se ti zdi, da ti bi o metaforiki rad stvari povedal, ki jih ni, mogoče še nismo se približili? Sam te ptiče, tudi jaz imam te ptiče. Sem podredoval te ptiče, čeprav si seveda drugačen. Jaz imam posod, imam tudi te ptiče, pa ne zdaj v komičnem smislu leja. Meni te ptiči niso smešni. Meni so te ptiči, kaj so te ptiči? Te ptiči so vse. Če ne bom govoril o svojih ptičih, bom govoril o maminih ptičih. Mamini ptiči so seveda drugačni. Zdaj ti se omeni na te ptiče, ne morem se zadržati, tu si rekla, ptiči so tisto, kar hočemo reči. So luči in berač, so devica v temi, so hiša. Zdaj piše naprej, dečki imajo svojo usodo in treba jih je pustiti naprej. Ne dotikajmo se jih, ne naženimo njihovih žensk, kako se nas zdi. Pustimo prostor prazen, da se dejanja zgodijo, da nas potem stare vprašajo, kaj je to voditi. Moral sem ga prebrati za svojo vlastno dušo. Če že te ptiči, ne spomnim se iz Filijo, te ptiči so tudi v ptiči hiši, so v naslovu. Zdaj tudi govoriti, v bistvu skoraj morda nepotrebno govoriti o ločenosti ptiče hiše od ostale literature, ker je to resnično izklopno. Tako da, če govoriva o Karlsteinu, govoriva tudi že o ptiči hiši. Zdaj, če se spomnim teh podob iz Filijo in doma, kako v nekem trenutku Filijo stoji pri oknu in je nekaj začne kljuvati. In jo kljuva in ptič izraste ven iz hrbta. In zdaj, to je eden od teh ptičev, kako potem krila zraste. Potem sem videl to v neki filmski prizoritvi, da tako angeli so narejeni v filmih. To je eden od teh ptičev. Ta ptič je mogoče izražen kot svoboda te Filijo, da poleti in se spremeni v ptiča in neko svobodo. Ampak to je samo eden od teh ptičev. Potem ta ptič, ne ptič je to, ptiči so vse, to je njen komuniciranje z vesoljem spet, potem ti kavkasti, ki so menila. Dejansko skoraj da, zdaj ne vem, če je to potreba res natančno študijo o ptičih. Ampak kako dejansko je v bistvu našla
ptiča za cel kup karakterjev, kako je vsakemu karakterju našla nekega ptiča in kako je v bistvu dejansko presedlala cel svet skoraj v ptičji svet. In tle zdaj v bistvu ne vedeti kaj preveč, ker bi se hitro zapletel, bi se hitro kaj rekel, kar morda ni njeno. In morda to ne bi bilo mesto. Ampak na splošni metaforiki, kar se je imela otrok, hiša, kamen, krš, ptiči, ta metaforika... Modra tudi, ne? Modra, ja, to... To, kar imamo pa zelo... Ja, to je to morje, to nebo, morje. Zdaj, čeprav sama rojena v Mariboru, seveda, in to se tudi poznalo v dikciji, pa ne zdaj, da je govorila po Mariborsko, se je slišala ta dodatna vrednost, ki jo imajo tisti, ki govorijo knjižno slovensko, ko so iz Mariboru. Intonacija najbolj. Ja, ki je na nek način celo boljša kot pri nas, ki smo rojeni v Ljubljani. Polde Bibič je odličen primer, ne znam, če rečemo, pa zdaj noče diskriminirati nas Ljubljančina. Ampak to je v bistvu v tej njeni metaforiki, zelo pomemben del tega je to njeno iskanje njenega očeta. Pa zdaj tu ne gre samo za iskanje tega njenega očeta kot neke fizične figure, ta je Manuel iz Barcelone, ampak gre za iskanje celotnega rodu, v bistvu, za iskanje celotnega, odkudar je vse to, tudi tega njenega očeta brat, to je bila njena teta, ki naj bi bila rdečkasta, to je bila njena stara mama, njena stara mati, ta barcelonska, Antonija Rafanel, ki se pojavi v ptičji hiši, ki naj bi napisala celotno osrednji roman. To je resnično ime stare mame. Ja, romancizem, notranji, tri zgradni, trojni zgradni, da je to vložna zgodba, to je zelo pomembno. Ime avtorice, to je resnično ime matere njenega očeta. In seveda ta metaforika, to je celotno Mediteran, zdaj to ni samo Katalonija, to njeno hrpenenje po tem Mediteranu, ki seveda izvira iz njih, to se navezuje tudi na tisto, ki je spomin. To mislim, da je zdaj pravi trenutek, da o tem spregovoriš. Ja. Ker je spomin ena zelo pomembna sintaktika. Ja, in to je... Spravi spomin vsega, vsa odgovornost, ki se prenaša, če tako pogledamo, po krvi naprej. Ja, odgovornost tudi do prednikov. Tako, vse. In vse nerazrešeno gre naprej. In dejansko vsak od nas, tako jaz to razumem, mora v nekem trenutku nekaj razrešiti, da gre potem drugače naprej. Drugače se obrazec ponavlja. Točno to. Treba tudi ta njena odgovornost, še dodatna dimenzija seveda. Ja, celo življenje se je ukvarjala s tem iskanjem te krvi in seveda lastne preteklosti, lastnih prednikov. Ampak se je to začelo, prosti Klemen, da se je tako pripričal, se je to začelo v nekem določenem trenutku, a se je začelo bolj intenzivno? Že zelo zgodaj, kakor se jaz v bistvu se tega spomnim, odkar sem. Tako da se je to v bistvu začelo že preden sem jaz bil. Ker njen oče je pač iz njenega otroštva zginil že zelo, zelo zgodaj. Tako da v bistvu se je to že bilo to nežje vzivljko položaj, to iskanje. In seveda potem to zdaj, da ne bo šla zdaj te detalje, komunikacije, kako je to šlo v tem. Ampak govorim o tem metaforični ravni. To v bistvu, če najprej to je ta, da smemo pozabiti, je Filoni doma in napisala na večji del, na Oljebu, Sredozemsko. Ptičjo hišo v Jeruzalemu, Sredozemsko mesto. Ovno, kamna, krša, modrega neba, teh metafor, ki se pravljajo. In seveda to so vse te iste metafore, isti elementi, ki se pojavljajo v Kataloniji, v Barceloni. To je isti ta mediteranski, sredozemski vzorec, ki je v bistvu njo stalno vlekel, to njeno nomadstvo tudi. In tle bi se morda navezal na to njeno iskanje tega judovstva. In v bistvu, to se je začelo že zelo zgodaj, zdaj tle ne bi šel spet v neke formalnosti, ampak potem, to je eno od teh nalog, ki mi jih je ona tako nekako naložila. Sem našel k tem eno pismo, ki je ga njen pisal nek kolega iz Maribora, jaz sem bil še, ne vem, ko sem imel 10-11 let, jaz se še nisem do dobra zavedal samega sebe. Je tam naštel količino nekih priimkov, ki so vsi bili neke verzije, bo je tu, bo je ta, ki
ki se pojavljajo gre za v bistvu to sefardsko diasporo. Pojavljajo se v Španiji, v Italiji, v Franciji, na Nizozemskem, v Angliji, verzije tega priimka. To je zdaj bojta, zdvata, bojeta, bojetu, bojet. Zdaj to nas stalno nekaj čutila v sebi. To je ta neka kri je spomin. In seveda potem s to pesnico igralko Alja Kačev, s to oni veliko se s tem ukvarjali. In potem vem, da je Alja našla v nekem trenutku citat, da je to že povezava z nekim jeruzalemskim templom, tako da mama je to zelo zares vzela, zelo v bistvu globoko. In to so bila ta njena, od tukaj potem, oziroma morda ne, kaj dosti v tem svojem očetu ni vedela. Če poskušava na glas razmisliti, kaj dosti ni vedela o tem svojem očetu, tako da zdaj, kaj je bilo najprej? Njeno resnično zanimanje za judovske običaje in za iskanje ljudi s podobnim priimkom, ali je bilo prej posvečevanje Svetemu pismu, osredotočanje na svetopisemsko besedilo. Morda je bilo prej na zavednem nivoju branje Svetega pisma in se ukvarjali s temi metaforami, s temi pomeni. Na nezavednem pa. Ja, in hkrati še dodano iskanje tega očeta, ki je bil tak primer, ker to tudi njen oče ni prihajal z neke ortodoksne, globoko verne judovske družine, sploh ne. Kasneje se izkaže, da je to neka družina, ki so pristopili v krščanstvo že generacije nazaj. Tako da to je fenomen v španski zgodovini, v sefardski zgodovini, teh judov španskih, ki so pristopili v krščanstvo in so potem judovstvo ohranjali kljub krščanstvu še cele generacije. So cele knjige so o tem napisali. Tako da pri njej je bilo to deloma na nezavedni ravni, deloma se je že zelo zavedala in meni pustila neke naloge. In tudi ta njena metaforika, ki jo je treba povsod iskati, in to je seveda tista knjiga Gospod postavi hišo zraven svoje. To je seveda o jeruzalemskem templju. Potem je tisto, ko menoro nosim v neke sobe, zdaj, če se to spomnim. To je seveda, gre za to sveto svetega, sveto jeruzalemskega templja. Potem tudi ptičja hiša, to vprašanje odrešitve, upanja, življenja, vere v življenje, vere v dobroto kljub vsemu. To so vse v bistvu zelo svetopisemske metaforike. In naj še reče, da se bomo predolgo potem ustavljala, zelo globoko religiozna, v bistvu, ne na nek tradicionalen način, ne na judovski tradicionalni, ne na krščanski tradicionalni. Zdaj, glede na nek milje, vse te pisatelji, ta literarni svet v Ljubljani in Mariboru, vemo, da nihče ni bil kaj hudo dosti religiozen. Da so se ukvarjali predvsem z drugimi rečmi, zdaj cerkev to bi nekako stavili zdaj. Pa ne zaradi neke presije, ampak zaradi neke splošne energije v teh družbah, ampak je šlo bolj za neko kozmiko, mistiko, iskanje. Vem, da v 80-ih je bilo zelo popularno, ta parapsihologija se je ponovno vrnila, neglihomona, motor raziskovanje. Tako da ona je na tem nivoju vse to, ampak bila je pa globoko religiozna. V tem zadnji 2-3 leta svojega življenja pa res postala skoraj da ortodoksna ljudina in v bistvu že res zelo zares začela spoštovati cerkvenih pravil, ampak to še ne kasneje, to je v bistvu cel proces. Ta proces ni videl, to ni ptičja hiša, to ni filma. Tu gre za resnično te splošne metaforike, ki bi morda našli tudi v budističnih tekstih, hindujskih, vseh teh splošnih mitoloških tekstih, ki so skupni celom človeštva. Glede na njeno v bistvu zelo dobro koncipirana vsa literarna dela in tudi na večkratno pojavitev trodelnosti v obeh romanih, se je seveda vsem zastavilo vprašanje, če je bila zamišljena, pa vsaj sama vem, da je o nerojenih, oziroma o neživih nerada govorila, torej tudi ni govorila o svojih načrtih, tako sem pač iz vseh intervjujev razbrala, ampak tako me zanima, če ti veš, ali je bilo zamišljeno, da bi bil še tretji del neke trilogije, glede na pojavnost trodelne zgradbe? Je govorila o tem, ne več kot toliko, tako da dejansko napisanega ni bilo nič.
kar je bilo napisanega, je bila začetki tretje pesniške zbirke, ki bi se imenovala Uri. In nekaj teh pesmi je že tu objavljenih v tem zborniku, nekaj še ni objavljenih, to bo še tudi objavljeno v nekaj trenutku. In tam je v bistvu začetek, ne? In zdaj romana ni še niti ene strani. Tako da v bistvu je potem vprašanje, jaz mislim, da ni črtovala tretjega romana, da ga je pustila v neki potenci, neki ideji, da morda se bo zgodil, ampak tako, kot je predno ne pustimo čas v čas, da se stvari zgodijo. Ampak tretja pesniška zbirka je pa bila načrtovana. In ta v bistvu, morda je bil načrt, tega bi bomo uvedli, da bi naredila tretjo pesniško zbirko, da bi ta šla in potem iz te zbirke zgradila morda tretji roman. Ampak mislim, da je Urijeva zgodba že kar izdelana, dodelana, čeprav potem, ko se iz teh zadnjih pesmi, če lahko mogoče tlede, tem, ko je v bistvu že čisto Uri, je ta Uri že povsem drugačen, kot je tu, naprimer, Uri, tretja zbirka. Naj te vprašam za tvoje ime Ptič. Pesmi je ime Uri, ampak naj te vprašam za tvoje ime Ptič. Zdaj, ko smo tu, mi ljudeči, ki nam ni imena po shodnicah, na očetovih ustnicah, o, ne roditi, dobiš ime Ptič, o, ne roditi, vrata, prepuščena pesku in krvi so tesna, prepuščena gostitelju in razžaljena, o, ne roditi raj, prepustiti hišo izgnanstva. In tako naprej, da bomo brali. Ta druga, naprimer, Uri, pa tudi se da sem Uri Ptič, o Ptič, imeti je Uri. Legal si v vodnjake in puščobne kraje, zato si ukazal roditi. Imeti je Uri Romar in jaz sem rodilja. Legala bom v tvoje vodnjake in vonje in ti si Uri, zato manj korakov. Tvoja slava je na otokih in ne med nami. In vendar ti bom povedala do konca in potem pozabila, da ti je bil. Tako da ta Uri tukaj, ni več Uri iz filma Ni doma. To je že nek drug Uri, ki se je razvil, zdaj ta Uri in Ptič, sta že v bistvu zelo prepletena. To je zdaj dejansko vprašanje, kdo, ta njena metaforika je očitno slaba, to je bilo že zelo kasneje, da bi postala te pesmi. Tako da vprašanje, kaj bi ta Uri v tretjem romanu postal, kaj bi bil, kaj bi se razvil. Tudi če vidimo Uri v Ptiči hiši, je že par korakov naprej, je že druga osebnost kot Uri iz filma Ni doma, čeprav je uradno isti roman. Je že šel naprej, je že zrasel, šel tega. Šel naprej je tudi dobra točka za to, da govorijo pravzaprav o odhodu, simbolično o odhodu, tako Filija z otoka, kakor tudi Urija kasneje, čeprav je bil najbolj kot da prizadet, da je Filija odšla. In če govorimo o tem odhodu, pravzaprav razumemo to kot edina ali pa radikalna stopnja odpora vse to, bom rekla, razčlovečenje, te strahote, ki so se dogajale, tako nasilne kot strukturne, do tega, da je odlično upeljala nekaj, kar je sicer za nas bralca grozljivo, ampak vse te strašne anomalije in zlorabe, ki se kažejo skozi spolnost. To se pravi, da moč je tudi enačena s močjo nad seksualnostjo in potem razčlovečenjem. Vse to se mi zdi zelo tenkočutno in jasno šele v trenutku za bralca, ko pride do te, ne moramo reči katarzične ali pa nekaj, ampak do nekega spoznanja na koncu, ko se prebije skozi to. To se pravi, vse to moramo podoživeti, da sploh ozavestimo neke strukturne vzorce, ki se dogajajo in niso vedno. Seveda so lahko simbol oziroma alegorija za totalitarni sistem ali pa tudi za zlorabe te, ki si moč vzamejo in tako naprej. In vendarle, potem ta poetičnost nekega spoznanja oziroma kot da prebujenosti. To stremljenje temu odhodu je pravzaprav, mislim, da
pot k človečnosti, pot k neki... Ja, ne delim, Jaz sem se, da boš ti kaj povedal na tem, ne vem. Zdi se mi, da tisto, kar sem te hotela vprašati, je odkot, ker jaz res si ne moram zamisliti, odkot lahko nekdo tako dobro strukturno zastavi take zgodbe in imate tako močne uvide. Ker sama, če nisem poznala in ne vem, ali je toliko poznala tudi teh družbeno-političnih zadev, ali so te navezave, ki jih mi vidimo in sami razbiramo. Bi tle znal povedati, ali je ta njena empatija, ta njena senzibilnost bila transformirana direktno v literaturo, ali si jo ti poznal tudi kot človeka tako zasebno, da je tako tengočuten vsega tega? Prav je to počutkam do vsega, ja, tako da v bistvu to bi ti bolj vedela, ne? Ti si šla bolj to oziroma stroka, ne? To bolj natančno šla, tako da jaz bolj malo lahko povedal. Kaj pa same povezave ali pa navezave na balkanske vojne ravno takrat? Ja, to se je ker si omenjal tudi pomoč beguncem oziroma... Če je res Ptičja hiša dejansko opis vojne v Bosni. Ni ne, na nek način, čeprav je, ni, to je to, kar so prej rekla. Vse se nekako dogaja okrog in potem znotraj nje, tako da to je spet to vprašanje, ne? To mislim, da prej sva nekako se tega dotaknila. Zanimivo vprašanje, zelo zanimivo vprašanje. Ker namreč zanimivo je, da dobimo nek tak splošni dogajalni okvir, kje se dogaja, imamo ne časa in ne prostora pa zares in to nam neko univerzalizacijo aplicira oziroma nam dopušča ali pa celo... Kar daje še eno dodatno dimenzijo dobre literarije. Seveda, samo kot reči, da ravno zato najbrž tudi ne moramo direktno reči, lahko samo vidimo to, kot povezave. Kaj pa ta zadeva, ko je nekoč v enem intervjuju rekla, da se mi dela tudi taka zelo še vedno aktualna in sodobna, ker namreč se mi je zdaj mnogo čem se mi je kao preložka, verjetno bo je tu, ko je rekla, da imam sicer napisano, ampak bom kar tako prosto povzela. Nikoli se jim nisem ponujala kot ženska, ponujala sem prijateljstvo, a nikoli niso zmogli preseči to, da sem ženska. Skratka, a je imela s tem toliko težav, kolikor je o tem govorila, ali je to pravzaprav bila boj za nasplošno, mislim, nasplošno neko emancipacijo pisateljic in ustvarjalk v slovenskem prostoru, tedaj se ti spomniš, te pripovedovala? Nekaj se da spomnim, to vprašanje bilo boljše za njene vrstnice, njene prijateljice in sploh te, ki so v Ljubljani takrat, tudi tu je par ljudi prisotnih, ki znajo to boljše odgovoriti, kot jaz. Odprli. Ampak tu se jaz, v bistvu, kot se jaz spomnim, vem, da sem v bistvu deloma zaradi nje, se mi zdi, Zaspravim, da sem feminist, potem nekateri ljudje ne razumejo čisto besede in so, kako to misliš feminist. To razložim, da feminist dejansko pomeni nekdo, ki verjame, da so ženske popolnoma enakopravni moški. To je osnovni pomen feminizma, da je enakopravnost. In če imam to odkje, imam pa seveda od nje, in to se meni zdi posebno samo po sebi umevno, potem vem, naprimer, da je bila aktivna tudi v seveda mesto žensk, da je bila aktivna seveda tudi 80, da to se je dogajalo in seveda, kot sem jaz razumel, ja, je bila seveda borka za pravice žensk, ampak tako da več kot to bi seveda jaz zdaj poskušal razpletati, ampak odgovor je ja, seveda, se spomnim, to je tudi nami vplivalo, me je oblikovalo, bolj podrobnosti bi pa vedeli več drugih. No, pa se vrniva predno bova to res odprla za širše, ker to danes res ne more biti to eni uri, prosti, Tatjana. Ne moramo tudi hitro še končati. Samo še nekaj. Zdi se mi, da vendarle zdaj, ko so se dotaknili položaja žensk tako v zasebnosti oziroma v javnem prostoru, da se dotaknili še nečesa. Zanimivo se mi zdi pravzaprav to, kako je tematizirala tudi in bila neizprostna do vsakršnega nasilja, tudi do nasilja med ženskami, ali pa kako je upodabljala lik matere, ko ga je detronizirala, to se pravi, mati ni vedno ta, kakršna je sploh v slovenski literarni tradiciji,
dobra, ljubeče, ne vem kakva mati, ne, mati kot nekaj nana, ampak tudi mati, ki ne imenuje svojega otroka, recimo, ne, ga samo označuje, pa niti ne z veliko začetnico, torej ga označuje samo kot s pridevniki, ne. Ali pa, to se pravi, ali pa nasilje med ženskami, to se pravi, ki so ga izvajale paznice oziroma te oblastnice na otoku. To se mi zdi tudi ena izmed zelo pomembnih stvari, kako tudi ta detekcija nasplošno nepodpiranja neke osebne izbire. Osebne izbire do česarkoli, do veroizpovedi, do religioznosti, do svoje intime, do svojega spola oziroma spolov. Celo tako veliko, ne? Celo svojemu otroku, ki mu je včasih najtežje zaželeti vso svobodo. Celo meni je vedno zaželela vso svobodo in v bistvu vedno si želela, v bistvu, da bi jaz počel tisto, kar je meni dobro. In v bistvu vedno se je trudila, da bi mi pomagala pri katerikoli odločitvi, ki sem jo jaz vzel za svojo. Vedno mi je rekla, ti si mojster razmisleka in vem, da boš razmislil bolje kot večina nas in kot tak te podpiram in vem, da to, kar boš razmišljal, je dobro in te bom podprl. In to v bistvu ne je bilo dejansko, morda je to najtežje narediti za lastnega otroka. Ker seveda do lastnih otrok znamo biti, da imamo še njeno otroka, ampak sebično, skratka drugače je. Za sosedovega otroka, za sošolca, za prijatelja, seveda je tu lahko absolutno in povsem, absolutna strpnost, ne? Do drugačnosti, takšne drugačne. Ampak celo do otroka, mene v tem primeru, je bila povsem in absolutna strpnost. Vse do nekih vprašanj seveda so rabila dolge ure debate, oziroma celo mesece razmisleka. Ampak, ja, absolutna strpnost. Absolutna strpnost. Zelo zanimiv se mi je zdel tudi uvid, ki sem ga zasledila v pripravah za Cankarjevo tekmovanje pred leti, ko so imeli roman Filionigma. In moram reči, da me je prav presenetilo, kako fino so detektirali, kako je to dognano, ta odtujenost, ki se kaže, ki jo spet apliciramo lahko na sodobni svet, kako dejansko s tem ločevanjem na otoku na dva dela, na moške in ženske, ki se ne smejo po nekem čustvenem impulzu združevati, ampak se morajo ne vem, seksualno zadovoljevati. In pravzaprav to potenciranje nenavezovanja in nebližine, kar seveda lahko hitro pomakne v praksi sodobne družbe, ne? In nekaj, kar je zelo sprejeto, potem se bolj recimo... kako dejansko je ta uvid, da je to pravzaprav prikazano v tem romanu kot neka razčlovečenost in odtujenost, ne? In zdi se mi, kot da je simbol tega tisto, kar je povezljivo, kar veže ljudi med seboj, je vendarle čustvenost, je to ljubezen, je to navezovanje, je to ta njen simbol igranja, kako že tale klinčke. Tako da bi mogoče v tem trenutku, ko smo nekako vseeno prišli na ta bolj svetl in lepši del, tik predno še dam vam vprašanja, komentarje in vse tako naprej, kar si boste želeli. Povem še to, kar se mi je zdelo, da sem predstavila boljše, kot bom zdaj povedala. Presenetljivo je, kako jasnovidna in predčasna je bila Berta Boeta, kako modro, jasno in s kristalnimi uvidi je govorila o stanju družbe, odnosu med spoloma, nasilju, tudi med ženskami, o zatiranju, o zaslepljenosti, neprepoznavanju vzorcev, matric, ki se obračajo in ponavljajo. Sesuvala je stereotipne predstave o močnih moških in šibkih ženskah, izpostavljala nezmožnost partnerskih odnosov. Najbrž se do take modrosti dokoplješ s samoto, notrenjem, prečiščenjem in prečiščevanjem bolečine, tako podobno kot morda puščavniki. Vedela je,
ne da bi racionalno nadzorovano vedela, torej je dopustila odprte poti za intuitivna sporočila, zelo prvobitne informacije, ki so v nas, a jih socializacijo, kulturizacijo in konsenzualnim ukalupljenjem izgubimo torej stik s sabo. Leta 1996 je v intervjuju za Slovenec dejala, da je upornica, popotnica, ki ima le eno pot in ta pot je pot k sebi. Tako da jaz imam še ogromno, ampak mislim, da je čas, da spregovorite vi, ki morda imate dodati in počastimo ta lep večer zbirki nekje prisotni z nami. Hvala tebi. Ne, hvala vam. Tako vprašanje za tebi. Jaz sem bolj malo spraševala, prosim. Super, odlično, ja. Več kot toliko, le, nisem iz stroke, nisem literarni. Ne, si za to, si najbolj, ne? Več kot toliko tudi ne morem. Ne, zelo veliko si nam podelil, pa mogoče to, ali si bil ti pobudnik, ali je to. No, to je ena izmed stvari, no, recimo, da vam povem, kaj me tako presenetilo. Ne? Se tle zdaj izpade, to zdaj ni samo natančno proučevanje, ampak zanimivo, da je dunajska slovenistika oziroma slavistika prva začela pravzaprav spodbujati proučevanje in pisanje proseminarskih nalog in diplomskih nalog o Berti Boetu-Boeta in tudi drugih slovenskih avtoricah. To, pa da je tudi, čeprav razumem, bila ta profesorica tako, da je bila podrudnica tudi simpozija leta 2002 v Mariboru. Zelo zanimivo, ne? Spet zato pravim, da tujina, oziroma da je vedno zanimivo pretrese to naše poklinsko. Učirniško, žabonsko naravo. Jaz se spomnim, ko so potem te pesmi neobjavljene. Sem potem, ker kdor bo pogledal ta izvor, da vidim, da sta dva izbora. En izbor je moj, ki je malo, oziroma Borisu sem dal Borisu in se rekel, ne štebi jaz dal, ti pa to izberi po svoje. In potem on je nekaj enake izbral, ampak on jih je dal še v stopnjah. Prečiščeno, ne prečiščeno. In je potem še spremni tekst zdaj zraven. Jaz sem v bistvu to naredil dosti bolj, na nek način ne okrnjeno, ampak v bistvu nisem dal bralcu, ki je dosti, ja, tako, da pravilno vem, da je bralcev, ampak dva sem več bralcev, to so zdaj pustimo elkanje, ja. Jaz sem to dal manj možnosti bralcev za interpretacijo, sem rekel, to so te pesmi. Boris je rekel, ne, vidimo še malo več. Da se prav spomnim teh trenutkov, tudi jaz zelo čudovita reč na tale simpozij. Že v bistvu so razmerno zelo, da je po smrti. Ja, tudi Borisa Novak je resnično zelo poglobljeno obdelal njeno poezijo, pa tudi to človeško plat, kar je tudi za nas, ki smo mlajši in nismo poznali dragoceno. Še ena stvar se mi zdi zelo zanimiva in to je, da ste vključili tudi te neobjavljene pesmi, kar pomeni, da nam dajem tak občutek, da bodo še naprej. Si ga predstavljam, da so Berti veliko spraševali o teh avtobiografskih navezavah. Najverjetneje zato, ker nek laični bralec, ko to bere, in smo že prej rekli, da je tako težka literatura, največ se tudi povpraša prej, odkot dobiš to širino in moč, če slučajno ni to tvoja neka izkušnja. Kako imaš empatičen pogled in vid. Mene pa tisto, kar bi pa bolj zanimalo prav pri Ptičji hiši, mogoče, ker si bil zraven, ko je pisala, ali bi to obdobje težko, ne to, prej si opisal, kako je bilo, ampak prav, ko je ona pisala, ali jo je izčrpavalo, ker gre vendarle za težke zadeve, ki, ne? Nisem imel občutka, da je bila posebej izčrpana. No, fino, ker je pač to, pravim, da so na avtobiografske navezave, jo očitno spraševali, je
in je ona to zanikala oziroma poudarila bolj pomen človečnosti pri ustvarjalcu umetnosti, je dejala: govorim o ljudeh vsega sveta, ne glede na to, da sem ženska in mati. Ne govorim o svoji intimni izkušnji, ampak o izkušnjah sveta, v katerem rastem in živim. Paziti je treba predvsem na človeka nasploh. To pač resnično poboža. Mogoče pa se je zdaj kdo pomeni, da bo še kaj dodal. Zdaj je eno vprašanje v njenem delu, ki kakšna navezava na judovsko mistiko, kabalo, Talmuda in samo svetopismo. Je, skozi je kaj, ampak res, tukaj sem prej bolj na metaforični, metafizični ravni. Nekih konkretnih specifik ni zasledil. Morda je v bistvu še najbolj zanimivo odtaljanje, da v bistvu že pri Žebonu, da je font, ki je izbran, če bi pogledal v bistvu hebrejski font. V leta 1979 v bistvu v hebrejščini skoraj da napisala Žebona. Mislim, vsaj na naslovnici. To, kaj bolj specifičnega od tega, pa ne. Oziroma sam ne bi vse bolj metafizično nekako. Je mogoče bila možnost, da je izbirala, ker običajno je to ta oblikovalec za obitek, ampak... Skratka, to se zdi še najbolj konkretno. Potem to, da Uri je obrezan. Uri v filmu doma je obrezan, Uri je judovski junak. To mislim eden redkih slovenskih literarnih junakov, ki je v bistvu jud. Ampak to v bistvu pa omeni še dveh stavkih, da je šel v Heder, v to judovsko osnovno šolo, pa ne vem, mogoče še en stavek. Več kot toliko, pa ni specifika. Ni specifika. Kdo od vas se spomni tukaj tudi te pravice ženstva, ko je bilo prej? To drži, ta aktivnost, ampak to je bilo splošno v mestu v konec 80-ih let se dogajalo. Ja, vse smo pokrili, vse vedno, se predvsem dve osebi pogledal, no se je razen tega, vse to bilo tako. Če ne bi bilo že kdo popravil. Mogoče zaključimo še z njeno besedo, Raje Koča. Sem pomislila, da mogoče prebereš tako pesem, ko se mi zdi, da je v tej knjigi, ki je označena tako erotično, ki pa ni tako zelo. Prav. Ali pa mogoče preberaj, vseh ni toliko, preberite 4 mogoče, Kateri 4? Kjer so listki. Eno si, recimo, vsi mogoče dekaka podjeliti, ne spomnim se točno, zakaj so pri listki, ampak so sigurno z nekim namenom. Tam spodaj pri nas s takimi očmi na kolovozu ni skrivnosti. Ob zarju po hrepenenju zapremo oči za veliko moč, ko pride zadnja tema, prekovnimo vase, zvonovi nas kličejo do trepeta. Pot mojih možganov je polna in drugod okrog je siv, katerega se ne morem vrniti. Vsakdo bo ostal sam s svojo glavo v jeseni, izginjam v svojem strahu. Kamnolom si v meni, ki ga lomim, trgam, jezdim, polivam, da bi tekel vame nazaj za čas tistih vrst. Tako še enkrat pa drugače. Kamnolom si v meni, ki ga lomim, trgam, jezdim, polivam, da bi tekel vame nazaj za čas tistih prstov. Lahko beremo. Hvala za ti dve interpretaciji. Ližem kamen zalezla med vrbičevje, ovita v lubje siva, pijem močvaro, za moč, za sluz, da iztisnem steklo, ki mi pušča kri uročena od močvare, jalo varovivam steklo. Ližem kamen zalezla med vrbičevje, ovita v lubje siva, pijem močvaro, za moč, za sluz, da iztisnem steklo, ki mi pušča kri, uročena od močvare, jalo varovivam steklo. Potem še od tukaj. Najboljš. Ne, a jaz se tam mislim.
tisto. Ja, morda še eno in sicer tisto Gospod postavi hišo. Kjer si dan še tisto. To je tako klasično. Lahko. Dajmo dan je tiste za pregovorjanje. Pridi, Donja Ana, iščem stare slike, da se očistim po mnenje tvojih last. Donja Ana, daj mi roko, babica, prekliči spomin. To je črna kri po judežu, po te puška po prirodu. Tiste slike, gledaš, Antoni, tiši gore. No, kje je zdaj tako? Gospod postavi hišo zraven svoje. Znamenita. Etero, številka 3. Gospod postavi hišo zraven svoje. Vse je tukaj, vsi zavrženi, pozabljeni, čudaki. Pa le verujem in čakam, da postaviš hišo zraven svoje. Zakladnico poslikano s čudežim mojega. Gospod se usmije. Še bi lahko brali, ne? No, potem še. Mislim, to bi šel poslušal. O, moji moški in rože zamišljenega. Potovalci, majhne svetilke, kako vas gleda brat. Ljubeče gleda mater in se boji. Moji moški, za moja lica ni meča. Jankovi brat, za male moške duše večkrat na leto ležim na umrljem. Večkrat na leto spreminjam v zelenje, ne v tolažbo. Jankovi brat, ne v tolažbo, spreminjam v zelenje moje izgnanstvo. Nisi razumel mojih izgnanstv večkrat na leto. No, potem še. Hiša. Tam naslov. Hiša. Hiša je umrla. Moja hiša. Davno, takrat na naseju zabala našega. Hiša je umrla, da bi psi mi zavideli. Skrivni dar v prvem zrcalu ti dam. Za hišo ni Jakovi. Pepni.